Živjo, dolžna sem vam še en zelo pomemben uničevalec odnosov. A ne, tisti, ki res želite delati na odnosih v tem šolskem letu, in pomembno je, da delamo na odnosih, za celo družino je pomembno, kakšen imate odnos sami s sabo in s svojim partnerjem. Ja, tako boste imeli mirne in zadovoljne otroke. Veste, da sem posnela že video o ignoranci in video o maščevanju. To sta dva zelo pomembna uničevalca odnosov nasploh, ne samo partnerskih odnosov. In si jih poglejte, če si jih še niste, lahko si jih tudi pogledate večkrat, ne bo nič narobe. Danes bom pa govorila o neiskrenosti, lažeh in prikrivanju. Kar težka tema, jaz mislim, a ne, ampak če najprej pogledamo, kaj to sploh je, a ne. Neiskrenost je v resnici neka značajska lastnost, ki jo imamo čisto vsi, a ne. Vsi imamo to neiskrenost v sebi. Zdaj pa eni ljudje so bolj nagnjeni k temu, da pač so neiskreni, da ne povejo vsega, da povejo samo pol. Drugi ljudje pač so brez dlake na jeziku, tako pravimo, a ne, to zame tudi rečejo. In kar rečejo, preden bi pomislili, kar mogoče tudi ni vedno v redu, a ne, zaradi tega, ker pač je fajn kdaj pomisliti, na kakšen način bomo kakšne stvari povedali, da ne bomo prizadeli. Laž in prikrivanje sta pa v bistvu, to je pa vedenje, ne? To se pravi, mi v bistvu to naredimo iz nekega razloga. In zdajle mogoče prva naloga je, da se vprašate, tako, zdaj bom pač dala še eno predpostavko, vsi lažemo. Čisto vsi lažemo. In ne mi reči, da ne, zaradi tega, ker ne, recimo nam zvoni telefon, pa se nam ne da pogovarjati, pa ne dvignemo telefona, pa potem rečemo, me ni bilo, ali pa nisem imela časa, ali pa dvignemo kdaj, pa rečemo, poslušaj, meni pa zdajle ni do tega, da bi se s tabo pogovarjal, a me lahko drugič pokličeš. Zelo redko kdaj, a ne, ponavadi se izognemo temu odgovoru na tak spreten način. In to je na nek način laž in prikrivanje, a ne. Sicer ni laž, zaradi katere bi bilo konec sveta, ampak ne moremo pa reči, da je resnica. A ne. Mislim, da sem posnela en video, kako naučimo naše otroke lagati. Dajte pogledati, če je kaj zabaven. Okej, pojdimo nazaj. Skratka, vsi se kdaj zlažemo. Dajmo pogledati, kaj so v bistvu razlogi. Vprašajte sami sebe, kaj je razlog, da se jaz kdaj zlažem. In ti razlogi so, da ne želimo pokazati resnice, zato ker nas je sram. To je en zelo pomemben razlog in tega sramu imamo tudi zelo veliko. A ne, zelo velikokrat sram nas je, ne vem, če naredimo kakšno neumnost, če naredimo kakšno napako, lahko, da nismo iskreni, če nas je strah. A ne, jaz se spomnim, ko sva imela z Albertom na partnerski terapiji enkrat en par, ki je ona odrajsala avto na enem parkirišču, tako malo brez veze je bilo, in najprej je bilo sram povedati, da je odrajsala avto svojemu možu, in potem mu je povedala in potem je to nesla popraviti in pač je plačala. In potem je mož rekel, koliko je plačala, in je mislim, pač zdaj si bom zmislila cifro, ona je rekla, ne vem, 100 evrov, ne. Mož je pa čez nekaj mesecev, ko je pospravljal ta avto, našel račun in na računu je pisalo 300 evrov. Ona se je zlagala zaradi tega, ker je pač avto odrajsala po neumnosti, a ne, čeprav pač imela nesrečo, smolo, karkoli. In potem je hotela to zmanjšati z neko številko, a ne, ki je v financah pomenila kar precej, a ne, kar veliko.
In ja, mož je njej to zelo zameril in se potem ni pogovarjal in sta pač prišla na terapijo zaradi tega, ampak ker pač ni tema zdajle to, ampak tema je pač laž in neiskrenost, a ne. In zdajle govorim o tem, zakaj se zlažemo, kaj je smisel laži. To se pravi, da se zaščitimo pred nečim, česar se bojimo, a ne. To se pravi, sram, strah, mogoče se bojimo, da bi nekaj izgubili, a ne. Recimo pri prevari, ne, je, ali bom izgubil ženo, ali bom izgubila moža, ne, ali bom izgubila ljubimca. Ne, to je kar velik razlog za to, da ne povem resnice, a ne. Druga stvar pa je, da če bomo povedali resnico, bomo mogli prevzeti posledice, ki mogoče ne bojo prijetne, in sprejeti odgovornost. To je pa zelo pomembno zaradi tega, ker je v bistvu se tukaj pojavi eno zelo veliko vprašanje pri sprejemanju odgovornosti. A so me naučili, a ne, da ohranim pokončno držo in rečem, jaz sem to naredila. In zaradi tega ne mislim, da bom izgubila na vrednosti in prevzamem odgovornost tako, kot je treba in stvari popravim, ali pa jih pač nesem, če jih ne morem popraviti, jih pač nosim to težo, te resnice, a ne. Ali se pa rajši izlažem zato, da pač lažje, mislim, da bom lažje skozi prišla, čeprav ima, a ne, laž kratke noge in ponavadi zmer resnica zelo hitro pride na plano. In otroci in odrasli imamo zelo podobne mehanizme, a ne. Zalagati se, skratka, otrok se bo nam zlagal zaradi tega, ker se bo bal, da bo kaznovan, ali pa ker ga bo sram, a ne. To so zelo preproste stvari, a ne. Druga stvar je pa še ta, da nas tukaj lahko tudi zelo ovira model, ki ga imamo v partnerskem odnosu, iz partnerskega odnosa, v katerem smo se učili. To se pravi, a sta bila moja starša iskrena drug z drugim, a sta si prikrivala, a so bile družinske skrivnosti, a so bile celo take družinske skrivnosti, da so jih rodove ljudje vlekli za sabo, a veš, sam tega pa noben ne ve, ne. To so res zelo pomembne stvari. In neiskrenost oziroma vedenje, ki mu rečemo laž in prikrivanje, je zelo globok uničevalec odnosov, ker nam v bistvu odvzame občutek pri partnerju, kaj je res in kaj ni res. In isti občutek nam odvzame tudi pri otroku. Sploh pri najstnikih, ki se zelo pogosto zlažejo oziroma prikrivajo stvari, a ne. Se mi pač postanemo dejansko panični. Iz tega se lahko rodi tudi ljubosumje v partnerstvu, a ne. Ker mi laže, ker mi ne pove, ker ne deli z mano, ker ne vem, kaj se v njem dogaja. Si delam svoje filme in skozi bolj verjamem v te filme. In ti filmi preplavijo odnos na tak način, da odnos dejansko postane odtujen. Zaradi tega, ker eden v tem odnosu se začne umikati, začne bežati, ker ne zdrži tega. A ne? Tako da ta odtujenost zelo vpliva na intimnost v odnosu. In zdaj tukaj ne govorim samo o seksualni intimnosti, ker seksualna intimnost je posledica intimnosti, ki se zgodi prej. Govorim o tem, da delimo lahko med sabo težka čustva. Da jaz mojemu partnerju lahko povem, kaj je meni všeč in kaj ne. Tudi mogoče, kdo mi je všeč in bo on to slišal. Da lahko partnerju povem za svoje napake. Da lahko partnerju rečem, a mi pomagaš, ker sem ga res ful posrala. Da ni partner tisti, pred katerim moram prikriti stvari zato, da bo meni lažje. Vsi prijatelji pa to vajo, recimo, ali pa vsaj 3 prijateljice. To je močen uničevalec odnosov in kako se tega znebiti, a ne? To je pa spet naslednje vprašanje. Zdaj, če je to vaš vzorec in vaš model iz preteklosti, če ste se to naučili doma, da se partnerju prikriva, ali pa očiju ne povedati, ali pa bom očiju povedala, ali pa pač ti stavki, ne.
potem to pomeni, da se boste mogli odločiti za zavestno delo na sebi in premagati to s preprosto odločitvijo, od danes naprej nimam skrivnosti. In najdete primerne trenutke, ko boste partnerju začeli sporočati stvari, ki mu jih do zdaj niste. To se bo poznalo tudi pri otrocih. Boste videli, ko bojo otroci videli vajin iskren odnos, se bojo zelo slabo počutili, če bodo oni lagali. Še ena stvar, kjer lahko si zelo pomagate, je, da mogoče, če vam ne gre na prvo žogo, si stvari zapišete. In potem za nazaj rečete partnerju, le jaz bi ti rada povedala stvari, ki ti jih nisem upala, ali pa ker se te bojim, ali pa ker se bojim, da boš znorel. A si pripravljen slišati mojo resnico? In ja, če ne najdete načina, da bi to naredili sami, potem si najdete pomoč. Obstaja zelo veliko terapevtov, ki vam lahko pomagamo, in zelo veliko načinov, kako pač prideti čez ta občutek nekega skrivnostnega življenja, v katerem se v resnici počutimo zelo osamljeno. In jaz ne želim, da ste vi osamljeni, da ste v partnerstvu osamljeni, to je najbolj bedno. Tako da ja, hvala, ker komentirate, ker lajkate, ker delite tale video, hvala, ker delate skupaj z mano lepši svet, ker ta svet zdajle to nujno potrebuje. Hvala.